Lep dober večer. Jaz bi rad našel gostjo in njeni spremljevalki lepo pozdravil. Mi smo počeščeni s tako lepim obiskom v naši župniji. Malo sem pogledal na splet, kdo ste te gospe, in kar zardeval, ko sem jaz to videl, koga imamo v naši sredi. Ampak potem sem rekel, gospa Marija je skromna, kljub velikanski izobrazbi in poznanju filozofije, teologije, slavistike in narodopisja. In če bi bila željna velike časti, bi se posvetila taki drugi temi, ki jo svet bolj hvali. Ampak glejte, tako je, tudi lepo pozdravljena gospa Marija v naši sredi, tu gospa Ignacija, veliko presenečenja. Hvala vam, da vas smemo gostiti tukaj. Žal ni veliko udeležbe danes večer, ampak naši farani si bodo to ogledali lahko preko spleta oziroma preko družbenega omrežja našega viniškega zvona, ki je kar lepo obiskan. Tako da se veselim tudi tega in njihovih odmevov. Zdaj pa bi dal besedo vam. Hvala lepa spoštovanemu gospodu župniku za ta topel in prijazen sprejem tukaj v Vinici. Hvala seveda tudi vsem, ki ste prišli, in hvala akademikinji, vojni doktorici Mariji Stanonik, ki vse življenje posveča vmes seveda številnimi drugimi raziskavami, ob številnih drugih raziskavah, poeziji, ki je nastajala med drugo svetovno vojno. Začelo se je pravzaprav s poezijo partizanskih pesnikov in raziskovanjem. Potem je to svoje raziskovanje v svoji želji po nekakšni raziskovalni literarno-zgodovinski spravi nadaljevala s poezijo mobilizirancev v nemško vojsko in nazadnje je postavila križ in ime na neznane grobove vsem tistim, ki so ustvarjali poezijo na tako imenovani drugi strani. Na tisti strani, ki je enako kot vse drugi Slovenci, ki so se udeležili druge svetovne vojne, hrepenela povsem enako, o svobodi, o slovenstvu, po pravici do uporabe slovenskega jezika, in je bila pravzaprav njena napaka, če tako rečem, v narekovajih, samo to, da ni bila zmagovita. Zaradi tega so vsi ti na drugi strani pesniki pogosto doživeli zamolk, doživeli tudi svojo trpečo, skorajda mučeniško smrt, doživeli požig svojih besedil. Zato je ostalo pravzaprav malo tega gradiva in Slovenska matica, ki je izdala antologijo z naslovom Brez križa in imena, v kateri je zbran, bi rekla, le drobec vsega tega, kar je na področju poezije med drugo svetovno vojno in tudi po njej nastajalo. Torej, ta Slovenska matica kot založba je seveda zelo ponosna, da smo dali glas, pravico do glasu, pravico do besede tudi vsem tem pesnikom. Seveda bi to storili težko, če ne bi bilo vedno neotrudne akademikinje doktorice Marije Stanonik, ki skrbno zbira gradivo, ga proučuje, ga prebira, ga raziskuje in rezultat tega njenega, bom rekla, kar desetletnega in več desetletnega dela, 40-letnega dela, je pravzaprav ta antologija.
Zato velja enako kot poklon pesnikom, seveda poklon tudi gospe urednici, ki je to zbirko izdala in pustila, da, kot sem rekla, ti pesniki spregovorijo z enako močjo, kot tudi poezija na vseh drugih straneh med vojno vihro. Morda bi za začetek, spoštovana urednica knjige, spregovorili nekaj o tem, kako ste pravzaprav začeli, zakaj ste začeli raziskovati poezijo pesnikov med drugo svetovno vojno, poezijo piscev, bi rekla, med drugo svetovno vojno, različnih avtorjev. Kako se je to začelo in kakšna je bila pot nazadnje do te knjige? Hvala lepa za besedo, prav lepo vsi pozdravljeni. Pa se mi zdi prav obdarjeno, da smo danes lahko skupaj tukaj, ker je včeraj dan poezije, prvi podnebni dan. In kako lahko lepše proslavimo ta dan kot ravno s tako knjigo in Otonom Župančičem, ki je zapel Veš poet svoj dolg. In je začel, nažalost, drugo svetovno vojno poetično, s takim zanosom, čeprav najbolj ni vedel, kaj pravzaprav sprašuje. Pa na koga se je tisto besedilo, ki si ga potem ena stran prisvojila, ali pa tudi ne, to ne moremo se odločiti, pa so presvojati naprej ali pa za nazaj, ampak vendarle, mislim, da je velja tudi za pesnike in pesniki so vključeni v to knjigo in res se mi zdi, da je to prav neka simbolika, da lahko na tak dan lahko o tem spregovorimo. No. Omenila, namreč napisal je pa ob koncu druge svetovne vojne tudi eno pesem, ki je nekako tako, da svoboda, ne vem, če jo poznate, jabolko, zlato jabolko svobode, tako nekako se je zagotovilo po grdi kravi. Ja, po blatu, ja. In nekateri razlagajo, da je to pomenilo njegovo razočaranje nad tem, kar se je dogajalo potem po koncu druge svetovne vojne, ne pa v svobodi, bi lahko rekli. Omenila bi gospod Jožeta Dularja kot enega od pesnikov belokranjskih, ki je vključen v to knjigo, pa še nekateri drugi, najbrž lahko tudi kateri od tistih, ki nima imena, ker ne vemo. Pa omenila bi na drugi strani tudi Lojzeta Žabkarja, ki je tudi pisal pesmi in meni veliko pomenijo prav tiste, ki so bile namenjene Romom. Pa še Evgena Čestnika, ki je pisal tudi take rahločutne pesmi tudi, no, skratka izhaja iz te lokacije. Zdaj sem vse v zelenem, zato ker imate priva zelenega Jurija. Tako da bom tudi, tako sem si malo sem se poigrala. Vse se še ni ozelenil, malo. Ja, se je zato ravno, no. Skratka, res se zahvaljujem za vabilo. Sveti Duh je pokazal tudi, da ima to večjo simboliko, kot smo si najprej to predstavljali. Zahvaljujem se gospe Ignaciji in seveda v Slovenski matici v osebi gospe Ignacije, da je ta knjiga res doživela tako lepo in častno izdajo ravno pri najbolj častitljivi slovenski založbi, kot sem si lahko želela, pa si niti sanjati nisem upala o tem, da bi se to lahko zgodilo, pa se je. Je pa res, da jaz res enako vredno in enako spoštljivo obravnavam besedila na vseh straneh, pa tudi ne glede na kvaliteto, ker takrat so ljudje pisali iz strahu, iz trpljenja, iz stiske, seveda tudi iz naročila, predvsem na eni strani, ampak takrat pisati v pesmi v slovenščini, pa ne samo na slovenskih tleh, ampak tudi v zaporih, v taboriščih,
na stene ječ. Bila sem ječ v Dravogradu, kjer niso mogli jetniki ne sedeti, ne klečati, ne stati, ker so bili prenizki stropi, še danes me zona stresa. Ko se tega spominjam, pa v Auschwitzu, pa skratka, hotela sem tudi fizično se pokloniti vsem, ki so niso prestali, ki so pretrpeli drugo svetovno vojno. In ko sem bila nekako, takrat sem imela občutek, da se nisem svobodno odločila, ker sem bila povabljena profesorja, da bi prevzela temo za diplomsko nalogo o slovenskem narodu in pesništvu. Jaz sem šla pa zato študirati, da bi se posvetila Slovencem v zamejstvu in po svetu predvsem, da bi nekako povezovala nas, čeprav takrat še nisem vedela in čutila takega razkola, kot ga žal danes. Ampak ko sem pa pozneje, res, to se je zgodilo 72 leta, to se pravi, da je to že 50 let in več, ko se s tem ukvarjam. Takrat sem si pa rekla 2 meseca za diplomsko, to da jo odrajati, in potem se bom pa res vrnila k tematiki, za katero se mi zdela, da bi jo res želela obravnavati. Zakaj? Zato, ker so bili 3 moji strici šli v svet, mati po mamini strani z 8 otroki je ostala sama, ker so šli vsi njenja v svet. In se mi je zdelo to strašno bridko, odmeraj, ko so odhajali recimo iz Francije, sem jo videla jokati, pa se mi je to zelo usedlo v dušo. Po drugi strani pa, ko sem bila osnovna šolka, v 1. razred, tam pri neki brvi je bilo, sem slišala vojno trst, nič nisem razumela kot otrok, ampak potem je ponavljamo prihajalo za mano, da je to bilo takrat, ko je bilo res zelo napeto zaradi tržaškega svobodnega, tako imenovanega svobodnega tržaškega ozemlja. Ampak to sem pa nekako, to mojo stisko te vrste nekako spravila na dan po strokovni plati z maturitetno nalogo, ki smo jo mi še pisali, naša generacija za slovenske narodne manjšine v Italiji in Avstriji. Na Madžarsko so mi pa nekako odklonili, no. In šele danes, oziroma pozneje sem ugotovila, zakaj, ne, zato ker je bila pač pod komunizmom in karkoli bi bilo napisala, bi bilo smrtno nevarno za profesorja, ki bi mi to dovolil, kaj še zame pa najbrž tudi. No in ko sem se lotila tega gradiva oziroma zbiranja na prvi strani, na tisti strani, ki se je hvalila, kako je v Belokrajini na svobodno ozemlje, sem se srečevala z ljudmi vseh vrst, stiskami tudi. In počasi se mi je začelo kaj svitati, pa ne veliko. A res, a k nam ste prišli, a to vas zanima? Saj se doslej noben ni za to spomnil, zakaj vas pa to zanima? So bili nezaupljivi, a ste članica komunistične partije? Tako, kar naprej sem se morala nekako zagovarjati, zakaj to počnem, pa kako naj to počnem. A ste člani OF, to sem pa jaz njih spraševala. Mislim, da jih je veliko zapisalo, da so, pa niso upali reči, da niso bili. Danes, če bi šli še enkrat čez to gradivo, ko bi na podlagi tudi tega seznama na tej strani, se najbrž izkazalo, da marsikdo ni bil. Je pa veliko avtorjev, mislim, kar nekaj, no, ki so sodelovali na obeh stranih. Najprej na eni strani, potem je pa seveda prišel pritisk, ali pa so dobili drugačno uvid v stvari, so šli pa na drugo stran, ali so pa dobili priložnost ne za objavo, da so se postavili, ali si pa, ne vem, kožo reševali na ta način, vse ne vemo, kaj in kako je to bilo. Mi lahko, tudi ne lahko, ampak hočem reči, mi presojamo z današnjih stališč, težko se použivljamo v situacijo tistih posameznikov, ki so se takrat odločili za eno ali za drugo stran. Zato moje stališče že ves čas pri tem, da lahko pri tem vztrajam, ker estetsko gledano mi je kar težko vzdržati, vztrajati pri tem, ampak vsi so trpeli, to je moje stališče. In tukaj pa ni belo, rdeče, rumeno, zeleno, ampak je samo trpljenje kot tako. In
ko sem napisala knjigo Tih spominov vsem žrtvam boja, ker sem obravnavala tiste najhujše situacije s krvjo red, še do tega. Sem napisala prav to, kot zdaj govorim, ampak in je mama, to se pravi Slovenija kot mama, ima 2 otroka, ne vsak ga drži z eno roko, levo in desno. Nekateri je rajši, Ignacija je že ve, kako bom odgovorila, tistega, ki je bolj trpel. Ampak jaz ne bom o tem odločala, kdo je bolj trpel. Ne moremo o tem jaz odločiti. To za začetek. Ja, hvala lepa. Veliko ste govorili ravno o tem trpljenju ljudi, ki so takrat ustvarjali poezijo. Na drugi strani je najbrž tudi raziskovanje in srečevanje s temi ljudmi in branje te poezije neke vrste osebno trpljenje. Človek vendarle občuti bolečino, ko razmišlja, v kakem času, v kakšni situaciji je ta poezija nastajala. Kako ste zmogli prenesti tudi vse te napore? Jaz malo vstadam, ko govorim, tako da mi ne zameri. Na začetku sploh nisem vedela, kam se podajam. Prvo trpljenje je bilo to, da se malo smejem na svoj račun. Najprej je bilo treba iti na Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, ki se danes imenuje Inštitut za novejšo zgodovino. In tam sem morala podpisati, da kar vidim in slišim je samo tam. In potem so mi začeli prinašati gradivo, jaz nisem pojma imela, kakšno gradivo naj začnem iskati. Kje so pesmi noter, kaj so pa oni vedeli, kje so pesmi noter. No, potem se ne spomnim več, kako se je to, vendar smo dobili neko skupno stališče in sem začela listati, brati, sem pa tja tudi kaj drugega prebrala, kar najbrž... Skratka, veliko sem prebirala, sem pa tja bila pa kakšna pesem, tipka na kopijah, niti na originalu, pa kopije. In takrat, če ni bilo fotokopijnih strojev, nisem lepo prepisovala te pesmi na roke. Tam se zdi to, da je kamena doba najbrž. Ja, prišla sem do 100 strani, pa sem rekla, pa ni bilo nobene take, da bi lahko iz nje kot študentke slovenščine, slavistike, skratka, z nekimi estetskimi kategorijami lahko z njimi kaj naredila. Sem bila čisto upana, res sem bila žalostna, kaj ne zdaj s tem naredim. Ampak sem nadaljevala, kaj sem pa hotela, morala sem ugrizniti to kislo jabolko. No, potem boljše je pa bilo, ko sem na podlagi nekih izhodišč, nekih signalov šla na teren in začela spraševati, a pa imate vi tudi pri sebi kakšne pesmi, kako ste pa pisali, kdaj ste pa pisali, kako se je pa to dogajalo. Tako da je bilo bolj pesniško, bolj učinkovito zame, vsaj za tisti hip, ko sem bila tam. Prav to, kako so pesmi nastajale, ne pesem sama, ampak okoliščine nastajanja. Tako da sem polagala, potem sem prav dala naslov zbirke, v kateri knjige te vrste izhajajo, poezija konteksta. To se pravi, da so okoliščine, ki so privedle do besedila, lahko včasih bolj sežejo v srce ali pa tudi zelo vplivajo na oblikovanje besedila. No, to je ena reč, taka čisto tehnična. No, polagamo smo potem dobili, oziroma ta inštitut je pridobil, takrat smo Xerox, fotokopirni stroj in mi smo nosila te dokumente tja, dogovorjeno je bilo, da je to dovoljeno, samo za tam seveda. In tam je bilo nemogoče zaradi, res, tako je bilo, takrat je bilo strup pri teh strojih, je bilo, ne vem kaj, neki plini so se sproščali, ampak jaz tega nisem nič kapirala, a so se drugi, ne vem, mogoče so se zato, ker so imeli zraven mleko, da so ga pili, jaz pa nisem še razumela, zakaj so tako otroci, da mleko pijejo. Šele danes vem, oziroma potem, čez desetletja, se mi je to nekako posvetilo. Je pa res, da sem bila veliko bolna, zelo veliko, tako da sem celo mogla iti na bolnik na pulmoskopijo
ker sem kri začela plovati. Najbolj od tega, danes to mislim. Takrat smo mislim kaj drugega, ampak še rekli, če sem Rauharca, ker sem prišla gaj, sem bila prav užaljena, kako. Skratka, bilo je naporno. Še hujše je pa bilo tisto psihično, ja, je bilo. Se spomnim enega primera, taka lepa žarja je bila na zahodu, mrzlo, kot ne vem kaj, sneg, so bile drugačne zime kot danes. Jaz pa na smrt žalostna, pa čisto pod vtisom, kaj vse sem slišala, pa kaj so mi pripovedovali. Po nobeno ne morem tega povedati, ker je to pa diplomska naloga, nimam kaj. Ampak, skratka, sem se utrdila nekako, sem vedela, s čim moram računati. Še hujše je pa bilo potem, profesor me je povabil, da bi sodelovala tudi kot mentorica neke vrste drugim študentom. Bilo nas je vseh skupaj, pa drugih sodelavcev tudi okrog 100. In sem vsem pomagala, jih celo veliko privabila. Včasih sem se počutila kar malo krivo, ker sem vedela, v kaj jih vabim. Ampak so bili v glavnem kar zvesti, še danes me prestiska, če se spomnim na dva, ko sta naredila samomor. Upam, da ne za to, upam, da ne vem. En je od teh je imel Valantiča, ne vem, nič ne vem. Ja. No in pa na koncu mišljeno je bilo, da ne bi ostala na fakulteti, se mi pa pokazalo vrata. To je bil povišek. Recimo, če ste že rekli o trpljenju. Ampak, Ste nadaljevali s tem raziskovanjem? Ja, no, res pa je, ko sem imela veliko gradiva, 3000 besedil sem zbrala za ja, z diplomsko nalogo pa nisem bila zadovoljna. Nisem bila, ker nisem odgovorila na tisto vprašanje strokovno gledano, kot sem si mislila, da bi morala. Namreč sem imela zraven tudi etnologijo poleg slovenščine in se mi je zdelo, da je to moja naloga, moje poslanstvo neke vrste, da bi odkrila to razliko med tako imenovanim ljudskim pa umetnim oziroma pesništvom. Recimo Župančič pa Magarijev Vencesnik. Pa nisem te reči dosegla, ker je bilo preveč gradivo, pa že, da sem delala tudi diplomsko celo leto. Mene se že iz naselja metali, ker nisem več imela pogojev. Pa toliko prinaš študentke, da je pa kar naenkrat neče od mene. No in pa sem vendarle to dokončala, pa se mi je zdelo, da pa vseeno moram nadaljevati, ker nisem tega dosegla, kar se mi zdelo, da sem dolžna. No. In še nekaj je bilo glede na to, da me je profesor tako pač pustil na cedilu, bi se lahko temu rekla, pa imam celo napisano, pa sem ga na to spomnila, pa je rekel, se ne spominjam, skratka. In potem sem iz velike žalosti, sem pa takoj dobila zaposlitev, to je pa res, samo ne tam, kot je bilo nekako predvideno, ampak takrat je bila še Slovenska akademija znanosti in umetnosti brez RC-ja. Na 3 gimnazije bi lahko šla, tako sem pač, ampak jaz sem čutila, da nisem za šolo, da sem premalo močila, da bi lahko držala mladino nekako, nisem se tam videla, no, pa mislim, da je to zelo lep poklic in ga vsem privoščim, pa želim, da bi šli na šolo najboljši, srčno to želim. Pač je pa prišel Milko Matičev to, tisti vem, kjer sva še stala na hodniku, tam na nadstropju, pa mi je povabil na Inštitut za slovensko narodopisje, pa sem da čisto iz sebe, kako da tja, če po mene vendarle literatura vleče, pa vstrašila sem se te tiste njegove velikanske, nepospravljene mize, ko sem bila enkrat prej tam, kako bom jaz tisto gledala, tako redoljubna, kot sem. Ampak sem mu rekla, ja, ker se mi je posvetila, da bom tam vendarle bliže literaturi. Pa to je pač taka bila priložnost, ki je ni za zapraviti. Ko smo mi dva končala, je pa pristopil jezikoslovec Tine Logar, mi je pa enako ponudbo dal, ampak jaz sem že Matiča to obljubila in nisem hotela s njej iz besede, čeprav mi je srce bolelo.
pa najbrž Logarja tudi. Namreč jaz sem odkrila v mojem, kot smo rekli, diplomski referat, intonacije, motonemske intonacije, to je nekaj posebnega v jezikoslovju, no, in menda je tisti moj članek največkrat citiran v širši slavistiki, no, mimo grede. Skratka, potem sem prišla na ta inštitut in ker sem bila tako žalostna, da se je zgodilo tam, da sem pač bila odvodkana, me je pa pogorječala, ker sem bila pač ena demonstratorka, je povedala, da sem pač kakršna sem, me je naredila za tajnico Slavističnega društva Slovenije. Tako da sem še zmeraj malo hranila slovenščino in hkrati sem pa se odločila, da bi naredila magisterij iz NLB pesništva naprej, da bi strokovno gledano naredila dosegla tisti cilj, kot sem si ga zastavila z diplomsko nalogo. Potem sem pa v tem velikanskem gradivu, ko se je nabiralo tudi s pomočjo drugih kolegov, glavno so bile študentke, videla, da so veliko pisali tudi že pod fašizmom, pa niso znali pisati slovenski, ker niso imeli več slovenskih šol. Na drugi strani so slovenski vojaki v nemški vojski in polagoma se mi je začelo to nekako ločevati med seboj in sem potem, ne da bi kdo vedel, pa še, to je taka dolga zgodba, ne te povem. Vsem krajše. Ja, vse je to tisto, ja. Skratka, sem zbolela za meningitisom, najbolj od vsega tega, kar se mi je dogajalo. 8 mesecev sem bila na bolniški, manj sedela, da ne bom mogla nikoli več pisati, brati, nič, res. Potem sem polagoma začela brati po mečkem, pa sem en članek sem mislila, da bo pa enostavno, potem iz tega me zdi štajerska naloga o žirovskem prevozništvu, o prometu v žirih, na etnologiji. Potem sem se odločila, da to nadaljujem za doktorat s to tematiko, ampak nisem nikomur povedala, nikomur v Zagrebu. En profesor v Zagrebu se mu je podobno dogajalo kot se meni, ampak v Zagrebu pod slovenskim profesorjem, žal je dan že pokojni. In ko sem prišla do konca, skoraj do konca, ja, no to je bil pa tisti meningitis, sem 5 let nisem mogla nič nadaljevati. To je bila zadnja tretjina zadnjega poglavja, nisem mogla. Nisem, pa sem še stvari preštudirala, potem sem pa povedala enemu duhovniku, najbrž on izmolil, da sem enkrat pobrišala prah na novo leto, pa nadaljevala. Potem je prišla pa osamosvojitvena vojna in sem v tistih, ko smo leta v zaklonišču to dokončevala, tisto nalogo, jo poslala v Zagreb. A bo prišla v Zagreb pa ne, ker so letala sem in tja. Potem je ta profesor na smrt zbolel, tako da sem 1,5 leta čakala na zagovor. No, na zagovor je sicer bil, ampak suh kot smrt. Kako se reče, promovirala sem pa na dan, ko je on umrl. 26. novembra 1993. Ampak vse je za menoj, hvala Bogu za vse, kar je. Jaz sem čisto mirna, patolažena. Sem si pa srčno želela, da mi bo dano narediti še tole knjigo. To pa res, to sem si pa srčno želela. Zato, ker sem se čutila, kot da hodim po eni nogi, dokler nisem tega naredila. Da sem lahko, da zdaj lahko hodim z obema nogama, levo in desno, no obe nogi rabimo, da živimo. Hvala za to tudi enako presunljivo izpoved, pa vrnili sva se k knjigi. Zato naj povem, da je v knjigi so pesmi razdeljene nekako v 7 sklopov. Prvi izrazit je dom, drugi odsotnost od doma in domovine, tretji smrt, četrti
je posvečen osebni tematiki, tudi ljubezenski poeziji, ki je prav tako nastajala, čeprav v tako težkih časih. 5. sklop nadosebnemu, torej tudi veri in Bogu. 6. je posvečen na veri in Bogu, 7. pa seveda sonetnim vencem, kot posebni oblikovni formi. In ker je, kot smo rekli, nekakšna uvodna tematika v tole zbirko Brez križa in imena, tematika doma, domovine, naj zdaj ta najin razgovor prekinem z branjem pesmi Belokranjca Jožeta Dularja Zapuščen dom. Že leto teče in še več, odkar jih ni. Že drugo zimo burja tu skozi tječi, razbita okna, prazno je vse naokrog. Na ogenj se preselil je iz kota Bog. Ni mize in na postelji ni več rjuh. V omari nič več ne diši rženi kruh. Na oknu davno ovenel je rožmarin. Nihče ne ve, kje oče je, kje hči in sin. Le mati, leto in še več v grobu spi. In ves ta čas v razbiti dom nikogar ni. Ko ste izbirali gradivo, ste naredili avtorje zelo različnih koncev Slovenije. Odkrili ste kar nekaj avtorjev, ki jih dotlej tako rekoč sploh niso bili v naši literarno-zgodovinski zavesti. Recimo Antona Seliškarja v Slovenj Gradcu. Še za več avtorjev ste pravzaprav z grozo spoznali, da njihovega imena ne bomo nikoli ne poznali, ne izvedeli. Kako je potekalo to raziskovanje virov, kje ste jih našli, kako ste jih dobivali? Če ste govorili, da ste že na tisti prvi strani težko dobili poezijo, ker so bili ljudje nezaupljivi, bi pričakovala, glede na to, da seveda to gradivo niste raziskovali in odkrivali samo po osamosvojitvi Slovenije, ampak še prej, da ste tu še veliko težje prišli do tega gradiva. Kakšni so bili stiki, bodisi z avtorji, bodisi s potomci teh avtorjev? Če morda poveste nekaj o tem. Ja, no, pa ste prej spraševali o trpljenju. Trpljenje, ki me je pa tukaj spremljalo, je pa to, da mi ljudje niso zaupali. Jaz sem namreč vsakemu pošteno povedala, da sem se ukvarjala tudi najprej s partizanskim pesništvom, zato ker sem hotela, da veš, ko mi imajo pravka, da nič ne tajim, da skratka odprte karte sem želela imeti. Ampak kljub temu sva se s kolegico, ki mi je pri tem zelo pomagala, to zmeraj povem in poudarim, Zdenko Primožič, mi je bilo veliko oporo, tudi moralno, pa finančno, konec koncev, ker so obe sami nekako financirali, bi se lahko reklo, kserokopiranje, popota do ljudi in tako naprej. Namreč pri prvi je bil pa projekt, ne bila pa to uradno zagotovljeno sredstvo so bila. In se spomnim, sem se prav hitro, ko je išla knjiga s gradivom iz prve strani na dan, sem se prav kmalu želela srečati z Justinom Stanovnikom, pa mu razložiti, pojasniti, neke vrste priporočila oziroma zaledje najti pri njem, to sem čutila, da ne bo šlo, da to ne gre. Zelo prijazen sicer, zelo vljuden, kultiviran, ampak več pa ne. Tako da sem bila malo poparjena, ampak sem šla naprej,
bomo pa drugod, bomo pa kako drugače. No in smo šli enako po enakem principu kot prvič vse muzejske ustanove, od Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, to sem že prej opazila, da imajo tudi to vrstno gradivo, enako spodobno in kulturno urejeno kot na prvi strani, ni bilo nobene razlike v tem pogledu, kar se tiče dokumentiranja. Seveda je bilo pa dokumentiranje enako nepopolno kot na prvi strani, kar so dobili, so lahko shranili, več ni bilo mogoče. Potem zbirke po posameznih, tudi po krajinskih muzejih, pa Luk, Narodna univerzitetna knjižnica, pa muzej ljudske revolucije je bil še takrat. Skratka, to so vse enako izčrpali, pa ni bilo kaj posebno gradivo. Potem sem pisala nekajkrat, pa nekaj ljudem v Argentino, sem pridobila naslove, niti več ne vem kako, pa ni bilo nobenega odziva, ker pač nisem bila ta prava. Ampak vendarle se je polagamo, pa le nabiralo, zelo mi je pomagalo gradivo, ki ga je nekako dal v Pelepaj France Pibernik. On je pobiral samo vrhove špice, ne samo res kvalitetno poezijo, pa avtorje, ki so imeli neko ceno že v javnosti, ali jim je pa jo on pridobil. Medtem ko drugo se mu pa ni zdelo vredno, manj se je pa zdelo enako vredno, človeško gledano, enako vredno, ali pa še bolj potrebno, če bi kdo zavrača, zakaj pa. Tako da sem mu za to hvaležna, pa moram reči, da sem se še danes na to spomnila, da mu dam lahko, da ga lahko pohvalim v tem pogledu, da se mu zahvalim. Potem smo pa prebirali tudi časopise, ki so jih takrat izhajali Slovenec, ne? To je bil arhiv Slovenije, ja, tam je bil pa kar bogat arhiv, ki do takrat noben nekako ni prišel do njega. In arhiv Slovenca, predvsem arhiv Slovenca, Tine Debeljak, naj bil tam takrat urednik, zato je tudi zbežal čez, ker se je bal, kaj se bi mu zgodilo sicer. Pa ne vem še kaj, je že težko obnavljam, kakšne srečo so vsekakor imeli. Naprimer, zelo malo je, pa vendar jih je nekaj rokopisov, no sem pa dobila res iz Argentine, to je pa zasluga, da sem v jezuitski fari, ker je tam bil en pater, ki je imel žlahto v Argentini in je potem nekako prišel do mene in vedel, da to počnem, pa sem mu priporočila, da naj mi vendarle pomaga priti do tega gradiva, ampak žal pa ni bilo več naprej tako lepo sodelovanje, kot sem si želela, tako nekom možko se je obnašal, ampak vendarle kasnega do časa prepisalo, se je ohranilo, tisto so rokopisi in je kar nekaj teh njegovih pesmi notri. Še več gradiva pa je ohranjeno, pa tudi nisem malo blizu v gradivu Janeza Armeža, ki je cel vagon, ali celo dva, en vagon gradiva pripeljal iz Amerike, da je tam zbiral leta in leta, desetletja, ampak je bil tako, ne smem reči ljubosumen, čeprav tako deluje, tako se mi zdelo vredno to gradivo. Najbrž je mislil, da bo sam lahko še veliko naredil, pa se je veliko naredil, vsega pa pač ne, no. Skratka, ni nama z Njenko dovolil, da bi mi dve sami s tem gradivom, da bi šli skozi njegove vire, gradivo, pa ga dali na fotokopijni stroj, tako kot so nam zaupali na prvi strani v muzeju novejše, ali pa za zgodovino delavskega gibanja. Skratka, tam so dobili samo 3, 4, 5, kolikor jih je bil on pripravljen posnet, več pa ne. Tako da to mene je zelo srce bolelo nekaj časa zaradi tega. Po drugi strani pa, če bi se na tisto obešala, še danes ne bi bilo niti te knjige, tako da sem pomirjena. Kar se je dalo, sem naredila. Nisem jaz tista, ki sem kaj zatajila, ampak okoliščine so pač bile take, da nisem prišla do vsega gradiva. No, to je ta rokopisni vir od Ignacija Lavriča, za drugega je prišla pa Zdenka, to je pa prav Antona Seliškarja,
Na Vrhniki je dobila neko zvezo, nek stik. Tiste pesmi se povidi, ko ste omenili, da so sežgana, ja. Viri, pač prav vse vidi, da je papir bil rešen iz ognja. Zelo dober avtor, še zmeraj mislim, da bi zaslužil posebno objavo. Pa je pa že komaj kakšen rokopis, no, izjemoma še kakšen. Tako da je to večinoma iz že objavljenih virov. In zato so tudi pesmi lahko boljše, ker so šle že skozi prvo sito objave. Medtem ko na prvi strani smo pa veliko operirali z rokopisi in tiste bi najbrž, če bi bilo, itak niso bile vse objavljene, ker niso bile partizansko dovolj udarne in tiste so ostale v rokopisih. Če pa že, bi pa tudi tiste najbrž ne mogle biti vse objavljene, ker če bi recimo za Slovenca. Janez Kolenc, ki sem ga zadnjič omenila v Novem mestu, prav piše, kako je Tine Debeljak mu rekel, da mu bo objavil, ali pa mu je že plačal predujem, da je lahko šel jest, ko si je videl, kako je lačen. Skratka, vse sorte življenja. Omenili ste Antona Seliškarja, pa morda deliva zdaj eno pesem njegovo. Anton Seliškar, Krušna peč. Ogenj je hišo izžgal, črn okostnjak reži. Jablani so truplja ožgana, čudo, krušna peč stoji. Mati umira pri dobrih ljudeh, hči preklinja v zaporih. Sin strojnico nosi v gozdovih, 2 sta še brata z njim. Oče dobil je strel v tilnik, hčerka podalo v srce. Babica živa je v hiši zgorela v noči ognjeni krvavi. In smejali so se ljudje, krave, svinje postrelili in so šli dalje požigati, ubijati tuji domači ljudje. Krušna peč čaka strehe, ognjišča, matere, gospodarja, živine, svetih podob, pratike. Krušna peč čaka, ogenj bo v njej, žerjavica, hlebi kruha, štrukelj, sladko dehtenje zemlje srca. A kdaj, kdaj, kdaj? V tej pesmi je že slutnja o teh tujih domačih ljudeh, ki sejejo smrt in razdor med slovenstvom. Ja. No in prav tega avtorja pesem Dušan Movičar je naslov, je vers za naslov te knjige, Brez križa in imena. Ja. In čeprav v tej zbirki, seveda, kar bi morda nekdo jo tako označil za izbor domobranske poezije, naj poudarimo, da to seveda niso samo tisti, ki so se nekako upirali komunističnemu terorju v domobranskem gibanju, ampak so seveda avtorji veliko širšega izbora in nabora. Pa vendarle naj delim še to pesem, kako je nek dijak domobranec zapisal. Videl sem žrtve tistih ljudi, ki narod osvobajajo strašnih skrbi. Kako bi živeli in jedli kaj vi, kako bi skozi viharje in boje prišli. Osvobodili so oni že več narodov in nas prekovati hočejo v narod nov, v narod beračev in grabežljivih volkov, ki hodijo za tujim blagom na lov. Videl sem žrtve takih ljudi, rane globoke, iz njih teče kri, trudne, zavedno ugasle oči. Življenja svobode na teh licih ni.
To mora pač biti, brez žrtev ne gre, saj so izdajali. Tako govori. A narod že vstaja in narod že ve, odkot so in kdo so taki ljudje. Kako ste v naboru celotne poezije, vemo, da ste rekli, da ste zbrali okrog 3000 pesmi iz tega sklopa. Vsega skupaj okrog 3000, ja. Na prvi strani je zbranih okrog 12 000 in na tere sem jih na prvi strani sama zbrala okrog 3000, ker sem bila toliko, pa seveda za doktorat, ker sem hotela nekaj dognati, pa mislim, da sem zadovoljno pomirjena. Tukaj so pa z vsem trudom zbrali okrog 3000. Zakaj? Ker ni bilo avtorjev, avtorji so, vse veste, ki je še vedno niso pokopani, veliko, na žalost. Pa tudi, če so imeli doma, ena pesem je, tiste je v prepisu edino ohranjena iz mojega rojstnega kraja, celo to bi pa lahko povedala, Partizan kmetu, Kmet partizanu, tako ja. Tako dobro pesem, da mi je tako hudo, ker je samo ta ostala in še ta posreče, ker je bila kot taka dobro objavljena. On je domov pošiljal pesmi, da jih ne mama zavaruje, jih je zakopala v zemljo, ampak pod takim pritiskom in strahom je pa še tisto vse požgala. Tako da nič ne vemo, kaj vse je lahko napisal. Ampak še iz te edine, ki je ostala, ve, da je bil dober pesnik, res. To je... Ravno to sem želela vprašati, kako ste prvič razvrstili ves ta nabor poezije na tej drugi strani, v teh 7 sklopov, vmes sem pozabila omeniti, eden sklop je tudi boj, in ta je himnična poezija. Ta je ravno iz tega sklopa, ta Dijaka domobranca. Kako ste torej, zakaj ste zbrali v teh 7 sklopov in kako ste opravljali pravzaprav izbor, koliko pesmi je na koncu ostalo za to zbirko, katere, zakaj, kako ste upoštevali kvaliteto umetniškega dela, kako ste upoštevali vsebino in tematiko? Najprej v teh 3000 recimo se nikoli nismo mogli do konca prešteti, zato ker zaenkrat ni nikoli moglo se odločiti, a je to cikel, a je pesem, a je skratka kako ne šteje. No, jaz sem se nekajkrat lotila, pa tudi nisem prišla do konca, ampak okrog 5000, tako splošno, lahko bi tudi več. Manj mislim, da ne. Najprej sem naredila prvo selekcijo, ker sem računala na 2 knjigi. Se mi je zdelo, da bi bilo primerno, če jih je tam na prvi strani 4, podobno obsežne kot je ta, pa z rdeči barvi. Jaz sem pa hotela, da bi ta bila enakovredna prvi strani, da je to, da jemljem res enakovredno, tudi enako sem si zamišljala, da bom naredila enako analizo. Tega nisem, ostala je antologija, ampak sem pomirjena, nikak danih okoliščin še ni dala več. No, potem sem dobila nekako znak, da matica mi dovoli eno knjigo. In najbolj še to knjigi, kar se kvalitete tiče, primerno, mi je pa žal za marsikaj, ko bi se dalo bolj prikazati, bolj na široko, bolj temeljito. Ampak jaz sem neskončno hvaležna za to knjigo vseeno. Najprej je bila prva selekcija, potem sem pa nekako glede na število morala se omejiti, ampak s kriteriji, pač okoliščine, kraj, to se pravi, da je cela Slovenija zajeta, pa tudi zunaj zamestvo oziroma pač celo slovensko etnično ozemlje, prav rečeno. Potem vsa motivika, da je ni kakšno izgubljeno, upam, da ni, da nisem kakšnega motiva. Tudi na škodo estetske vrednosti, če ni šlo, sem si tudi to dovolila. Potem, da so bili vsi avtorji, to se pravi vsi profili avtorjev, od najbolj preprostega kmeta
Pa tudi, ko je ene 200 noter taki, kot mam žena pisala, pa ženska, no, iz internacije, bratov v domovino, pa verni in neverni, če že hočemo. Tudi tukaj je eden, ko je tak filozofski, ko nič ne verujem, tako nekako je nekje noter napisano. Drugi pa srčno verni, ki se mu vero na zvar drži, pa tudi ta knjiga ali pa ta zbirka se bistveno razlikuje ravno potem od prve, da tudi prvi je veliko vere, da se razumemo. Vse so bili avtorji takrat vse krščanice drugega. To je bil še čas, ki je bilo to kar samoumevno. Ampak vendarle je tukaj ta zaupanje v Božjo, v vero, v Boga, v Marijo, v svetnike veliko bolj nekako očitno kot na prvi strani. Ne? Po prvi strani je veliko krščanske metaforike, ni pa nujno, da je bila še to vera. No? To je ta razlika. Potem seveda kvaliteta, pa stil pesmi, pa oblika pesmi, tudi skratka na koncu si privoščila tudi sonetne vence, ko bi jih lahko spustila glede na vse drugo. To je bilo res umetnost. V bistvu sem napisala novo pesem, če že hočete. Res, ker sem želela tudi, če bi šli za povrstjo, da vsaka pesem se navezuje na neko zadevo iz prejšnje pesmi. Nobena pesem ni vključena na tej in tej strani naključno, ampak zmeraj se za naročico, kot v kemiji, navezuje na prejšnjo. Omenili ste, da je temeljna razlika nekako med tisto partizansko liriko, ki ste jo najprej raziskovali, in seveda poezijo na drugi strani, drugo svetovno vojno, ravno vera v Boga. Kar pa najbrž druži oba tipa poezije, pa je seveda odnos do domovine, do doma, s tem, da je pri teh pesnikih na drugi strani seveda domovina pogosto tista, ki so jo morali zapustiti, iz nje oditi, po njej hrepenijo, ker je tudi nekaj poezije, ki je nastala po drugi svetovni vojni. In kar morda tudi druži, ne glede na to, da je bil čas res izjemno krut in krvav, kot lahko beremo, kot kriči v bistvu pravzaprav vsaka pesem, ki jo tukaj preberemo, pa vendarle morda druži tudi neka tiha želja teh mladih ljudi po ljubezni, ki je pa vedno prežeta, ta eros je vedno prežet tudi s to drugim polom, gradnikovim polom, Thanatos, torej smrti. Pa morda zdaj v tem trenutku preberem pesem, ki ste jo v sklopu ljubezenske lirike objavili, seveda tudi enega pesnika, ki pa je priznan in ga poznamo, to je France Balantič. France Balantič, Zadnji čas pred zimo. Sedaj je zadnji sini čas pred zimo. Utihnili jesenski so nalivi, za listja smrt sta srce občutljivi, dekle, se čutiš, da ne bo šla mimo. Ma cesnovih vršičev mi naberi, pobožaj z njimi senčnate obrvi in preden se dotaknejo jih črvi, s poljubi mirnimi mi jih izberi. Brez solz, ko veter gnili zad omaje, neznaten bom odpadel prazen kot. Le bolj bom zastrmel pričakovaj. Nikar mi z vekami ne skri svetlobe. Ne vidim, da je lahna smrt povsod. Ne čutim padanje noči med grobe. Kar je seveda najbolj boleče
je, da gre večinoma za mlade pisce, za mlade avtorje, ki, kot ste že omenili, niso mogli doživeti tega svojega pesniškega akme, kot pravijo stari Grki, pesniškega vrhunca, ki niso mogli nekako se vpisati v našo literarno zgodovino. Vi to literarno zgodovino na nek način s tom svojim delom zbiranja gradiva poskušate vsej dopisati na malo drugačen način, kot je uradna literarna zgodovina. In kakšen je vaš pogled? Rekli ste, da ste vendarle ocenjevali to poezijo tudi z nekega kvalitativnega ozira, umetniškega vidika. Če primerjate zdaj tisto poezijo na prvi strani in umetniško vrednost te poezije na drugi strani. Ja, ravno zdaj imam bolj svež občutek o teh rečeh, ker pripravljamo neko novo antologijo, a bomo povedali. Lahko. No, skratka, zelo si želim, da bi ta poezija živela in sem spet s podporo Slovenske matice pripravljamo eno prireditev, povabljeni že zdaj zraven, srčno vabljeni zares, v Ljubljano, na 80 pesmi za 80 let. Konca druge svetovne vojne. Tako, ja. 9. maja. Ja, tako. In na prvi strani so pesmi tako bolj, mislim, govorim generalno, ne konkretno, ampak veliko bolj silne, veliko bolj krute, skratka, surove, če hočete. Medtem ko druga stran je bolj kultivirana, bolj blaga, seveda tudi zato, da bom korektna, poštena, ker je prišla večina tega gradiva že čez prvo selekcijo, to je treba povedati. Ampak vendar nekaj drugega je. To me pa zelo presunilo, zmeraj znova. Odkot te drugi strani tako pogosto motiv brezen? To mi pa... Kako? Brezen. Brezna. Aha, motiv brezna. Ja, Že v poeziji. ja. Med vojno. Pogosto se pojavi. To mene kar stiskalo me, ko sem na to naletela. Odkot to? Kaj je bilo v zraku? Kaj? Ne znam si tega razložiti, ne znam. Te grozne zločine, te komunistične zločine so doživeli tam 41-42, to je bilo grozljivo. Kar so te pokrajine, recimo jaz sem iz Suhe krajine. To so bili ti zločini tako nezaslišani, da je to udarilo v dušo. In so slutili, kam No, to pa še pride. po drugi strani pa prav prošnja za spravo. To je kar nekaj motivov sprave. Ne vem, nekje sem o tem že pisala, ne vem, še niti v kateri knjigi ali pa razpravi, ampak kar nekaj motivov o spravi, res. To je tako generalna razlika med eno in drugo strani. Ja, morda, če ste omenili ravno ravno spravo in seveda tudi to prireditev, ki jo želimo organizirati ob koncu spomina, ob spominu na konec druge svetovne vojne pred 80 leti, je seveda projekt zasnovala, si ga tudi zamislila, to je ideja akademikinje Stanonik, ki ga toplo podpiramo, da bi brali mešano poezijo ene, druge, tretje strani, torej mobilizirancev, partizanskih piscev in piscev na drugi strani, ki so doživeli to kruto usodo, ravno zato, da bi bil to naš korak k spravi, da bi bil to klic Slovenske matice in vseh, ki se s tem ukvarjajo z resnično iskreno željo po spravi. Seveda bo ta sprava je izredno težka, ker vemo, da je najtežje človeku priznati njegov greh, njegov zločin, skratka, njegove napake. In pa vendarle pričuje ta poezija, kako nas
vera v Boga vendarle očiščuje, kako je te pesnike v krvavem, krutem boju, v spopadu, v strahu, vera v Boga očiščevala, jim nekako dajala v takih najtežjih trenutkih smisel. Sami ste povedali, kako zelo močen je ta motiv Boga. Morda še nekaj več o tem? Ja, itak je ta zbirka neprofilirana že samim izhodiščem, da pripada Bogu, no, če se tako vzamemo, je na nek način vendarle to krščanska antologija po tej plati, ne? Po drugi strani je pa res veliko motivike o Božiču, o veliki noči, skratka ta dva temeljni obdobji cerkvenega leta sta nekako pomagali tem ljudem upati, proti upanju bi lahko rekla. Ne? In je veliko pesmi, jaz sem se prav težko odločila, katere prijejo noter, pa katere ne, sem morala zelo tehtati, pa se pač kakšne odpovedati, da sem dosegla oziroma tudi izpolnila pač skupni projekt, ne samo moj osebni načrt. Ne vem, kaj bi lahko še rekla na to temo. No. Ne vem, veliko je tudi zaupanja v Marijo, obrazijansko Marijo posebej. Se pa razlikuje ta poezija potem po nivoju, ne, po kvaliteti, no, bi težko rekla, po načinu verovanja mogoče, ali je bolj tako navezana na tradicijo, pa na šege pravzaprav, ne, na zvonjenje recimo je tak zvon, tak standardni motiv, ali pa recimo Truhler, ki je dosti filozofska že, Vladimir Truhler, in tako, ali pa recimo Ksaver Meško, no, ki je bolj izpoveden, pa je zelo, kaj bi rekla, Jezusu podoben, ko pravi, vse grdo govorijo o meni, ampak nič hudega, se meni to pomaga, da mi povejo, kakšen v resnici sem. Recimo, ne, je močan, ne meče kamenja nazaj, ne, če ga je on prijel. Zelo je, tudi meni same je vse to delo na nek način bogatilo. No. Zelo me je bogatilo. Ne preberem pesem Karla Rakovca, Vera, ki pričuje tudi o tem, kako so morali v tem kruti situaciji klicati Boga znova in znova k sebi. Karel Rakovec, Vera. Kot ta presihajoča večna luč, utriplje k tebi, naša krhka vera. Požene se kot val drhteč iz duš, dosežete, omahne in umira. Žarimo zaupljivo zročil kruh in molimo v gore rastoči holmi. Verujem vate, Oče, Sin in Duh. In spet Tomaži padamo pod dvom. Uživi z dihom močnim Bog nam vero, priliv vsahle skledice nam olja, da plamen bo zaplav v najvišjo mero. Razpali hladne nas v goreče grme, povzdigni plahne nas v višine strme in verovala bosta in volja. To je zelo taka resna, zahtevna pesem. In morda, če dovolite, naj za konec preberem, potem boste pa še vi nekaj o tem povedali. Omenila sem, kako so predvsem bili avtorji mladi pisci.
Kar pa preseneča in zato je tako zelo dragoceno, da ste si dovolili kot 7. poglavje pridati tudi posebno v bistvu, ne več tematsko, kot vsi ostali sklopi, ampak oblikovno temo, to so sonetni venci, ker pričujejo o tem, da so imeli ti pisci neverjetno izobrazbo, da so bili to na nek način tudi izredno razgledani ljudje. In samo sprašujemo se, kakšno intelektualno elito smo pravzaprav Slovenci s tem tudi izgubili. Imamo sonetne vence, ki so tudi oblikovno oblikovani v križ ali kaj podobnega. Recimo magistrale enega od sonetnih vencev. Izpolnijo nas srčnice obeti, vse sanje, ki s teboj so vasovale, naj vpletem poslovilni magistrale, morda po ti mi laže bo živeti. S teboj izgubil vse sem na tem sveti, ponos, kreposti, voljo, ideale, kar so mi vrednega božice dale, s teboj mi moralo je vse umreti. Zaman otepam sreče se nemile, zastonj moj glas v puščavi samca dopije, zbežale so od mene blage vile. Zdaj sem brez vesla čoln, ki valga bije, v čeri vrtinčijo viharje v sile, dokler na dnu morja ne odpočije. In še odjek, in ti moj sin, s prerano smrtjo si zadnjo pesem zložil mi za spomin. Cvet moj ni dal semena in se oplodil ni, ostal boš brez imena, naj to te ne boli, rod tvoj in moj gre v grob, za vekomaj z menoj. Sonetni venci, ko ga je napisal oče svojemu sinu edincu, ki mu je umrl, ampak ni jasno, v kakšnih okoliščinah. Ne da se iz samega sonetnega venca kriviti ne leve, ne desne strani, ne bolezni, skratka je zagonetno skrivnost, kaj se je zgodilo. Ja, ampak je namenoma sem dala prav ta, da vse na tak način ohranjen spomin na oba. Ja. S temi besedami o ohranitvi spomina naj pravzaprav zaključiva ta večer in predava besedo, če želi kdo še morda kaj vprašati. Nenazadnje je prav željo po tem, da ohranimo spomin na vse, na neizmerno slovensko pisno, intelektualno, duhovno dediščino, ki jo je vojna pogosto zatrla, uničila, da pravzaprav vsaj z besedo ohranimo spomin na vse. Beseda je zdaj vaša. Včasih, ko razmišljam, kako še komu približati pojem sprave in razmišljaš, kako zdaj to približati, s katerimi besedami, zdaj ponovno z vajinim predavanjem, z vajinim pogovorom, razmišljam, da je to še ena taka dodatna definicija, kaj sprava je, ravno za to vse vključujočnostjo različnih ljudi, različnih akterjev, tistih težkih časov in pa s tem, ko čutim, ne samo kar ste povedali z besedo, ampak enostavno izžareva iz vas, želim biti korektna. To mi je tako, me presune, ko vas gledam, ko vas poslušam, tako da ste mi dali še dodatno inspiracijo, kako še komu približati to res pomembno tematiko našega naroda. Hvala. Hvala. No, moram v obrambo argentinske izkušnje povedati, da sem pa to knjigo poslala
dvema, skratka, da se kdaj imajo tudi tam. In je eden od njih zelo skrbno, zdaj najbolj temeljito, ocenjeno, da imate, napisal v enem od časopisov v Medobju. Ja, v Medobju, ja. To je Tone Mizerit. In res zelo razčlenil, zelo skrbno. In na koncu je napisal, da doživlja, da je to moj prispevek, osebni, moj prispevek k osebni spravi na te skratka. Zelo lepo je ocenil, no, moram reči, da sem bila prav potolažena, da so to umeli, da mogoče zdaj kdo vendarle drugače vidi in doživlja, kot se me niso upali. Ker ko sem bila tam tudi osebna, veste, jaz sem bila zelo, se pričakovala, jaz bi jim lahko na pamet veliko stvari povedala, pa ni bilo nobene, sem bila tam nekje, sem pa knjiga napisala o našem obisku v Argentini, pa so jo lepo sprejeli. Pa sem tudi to napisala, da sem se čutila malo drinja, no. Ampak mi je gospod, ki je vodil to ekspedicijo, najbolj zameril in tako da ni pri tisti založbi ta knjiga išla, je pa pri eni drugi. Ampak tako je pa življenje, no. Skratka, z leve in desne jih dobivamo, pa nič hujga. Zelo dober vzgled ste nam na poti do sprave. Ja, srčno upam, srčno upam. Ja, jaz sem to od začetka, ko sem se z ljudmi srečevala, meni je bilo največje zadoščenje v domačem kraju, da ste me povabila mož in žena iz ene družine, ko so bili izredno partizanski, no, da sem napisala članek za takrat je bil še TV15 o tem, kako o zaslugi nekega Nemca v njihovi hiši, kako je nekaj dobrega naredil. Moram priznati, da se več dobro ne spomnim. Jaz sem kar gledala, ona dva, pa jaz pa mene, pa zakaj njih mene? Takrat, če nisem nič tega počela, da se razumem, sploh ne. Je pa res, da sem hodila k njima, ker je mož tako dobro pripovedoval o tem, kako so včasih kmetovali, da sem jaz samo zapisovala. Ni bilo treba nič mi drugače popraviti. Izredno je bil sposoben lepo podajati to našo preteklost. No. In da ste mi to zaupala, meni se je zdelo res neverjetno. Pa se mi je zdelo, a pa bo TV15 to objavil, pa je. A veste, mogoče tudi sami kdaj že vnaprej delamo pregrade. In se mi zdi, da je to velikanska škoda, da ne pristopamo odprto, da se ne upamo povedati, kaj mislimo. Da ne upamo, recimo, jaz kar rečem, jaz grem k Maši, grem od Maše. A ja, a res? Če bo pa ne bi, pa dobi slabo občutek od človeku. Meni se zdi, no. Še kakšno vprašanje, mogoče, kakšna beseda? Mogoče še to vprašanje. Kako je? Lahko zaključimo. Spoštovane gostje, spoštovani ostali navzoči, ali ste v tem večeru tudi vi občutili, da poezija, morda celo bolj kot zgodovina, nosi tisto resnico, ki zdravi? Ob sklepu tega ganljivega večera naj se najprej iskreno zahvalim vsem vam, ki ste prišli s srcem in spoštovanjem tudi do slovenske besede, navsezadnje. Namen gospe Stanonik je jasen. Dati glas tistim, ki so bili po krivici prezrti, nasilno utišani, a zahvaljujoč prav vam, gospa akademkinja, doktorica, profesorica Marija Stanonik, nikoli izbrisani. Uspel vam je edinstven prispevek k zgodovinskemu spominu slovenskega naroda in pomemben korak na poti k spravi. Hvala Bogu. Posebna zahvala tudi vam, gospa dr. Ignacija, in tudi vam, gospa Mateja, da ste jo pripeljali. Naj nas glas naših poetov še naprej zbližuje
naj nas spomin na njih čase ne obteži, ampak pošlahti. In naj hvaležnost njim rodi mir.